Povprečna cena rabljenega stanovanja je preko 5000 evrov za kvadratni meter. Do kam se lahko še to povzpne? Povzpnejo se lahko do tam, dokler bojo ljudje kupovali po teh cenah. Trg bo pokazal, do kam se lahko cene povzpnejo. Če ti pogledaš zjutraj borzni indeks, pa si vložil 100 000 evrov, pa vidiš, da so delnice padle za 5%, pa takoj preračunaš to v 5000 evrov, ki si jih izgubil. Čeprav imaš dolgoročno strategijo, bolj boli, kot pri stanovanju, ki je še vedno tam, ki se v bistvu ne moreš pogledati vsako jutro, koliko je vredno, ampak tisti ljudje, ki stalno vidijo v vsaki nepremičnini neko napako ali pa predrago ceno, pa še malo počakajo, na koncu v bistvu kupijo čez 2 leti po bistveno višji ceni. Zelo veliko se govori o stagflaciji, se pravi povišana inflacija in pa nekako stagniranje gospodarske aktivnosti. Kaj se zgodi s cenami nepremičnin, ko pride do nekega takega scenarija? Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes imamo zelo zanimivo epizodo in sicer govorimo o naložbenih nepremičninah in na splošno o nepremičninah, koliko dejansko je praznih nepremičnin, kakšni so donosi z nakupom oziroma z investicijo v naložbene nepremičnine, ali lahko cene nepremičnin v bližnji prihodnosti upadejo za 20 do 30%, kar smo videli seveda v letih od 2008 do 2013-2014. Tako da kar nekaj zanimivih vprašanj, hkrati seveda kakšna so tveganja v trenutnem okolju, če seveda gremo kot investitor v neko zgodbo. Potem se dotaknemo tudi investiranja v nepremičnine, ki bodo zgrajene šele leta 2028 ali kasneje. Tako da kar nekaj zanimivih tematik. Preden pa gremo na vsebino, vas vabim, da obiščete našo spletno stran money-how.si, kjer smo objavili tudi INR iskalnik po finančnih inštrumentih. In sicer gre za individualne naložbene račune, kjer smo v bistvu pripravili tak pregled finančnih inštrumentov. Našli smo 400 unikatnih ETF-ov, našli smo celo ETF-e, ki nimajo ključnega informacijskega dokumenta, ki je pomemben in potreben za trženje v Evropi. Govorimo okrog 160, preko 160 ameriških ETF-ov, ki načeloma niso dostopni preko brokerjev, kot so Interactive Brokers, Revolut, Trading 212, Trade Republic in tako dalje, so pa dostopni znotraj individualnih naložbenih računov. In pa seveda bi vas pa vseeno rada še na eno zadevo opozorila za vse tiste, ki v bistvu odpirate individualne naložbene račune z namenom prenosa delnic Vzajemne in pa seveda tudi prodaje in pa potem tudi z zapiranjem računa. Tukaj bi vas vseeno rada opozorila, da lahko samo enkrat v življenju odprete individualni naložbeni račun in mislim, da mogoče ni najbolj smotrna rešitev, da odprete in zaprete samo zaradi delnice Vzajemna. Tako da tukaj vseeno bi vas rada na to opozorila. Veliko je nekih trikov, na katere je treba biti pozoren, ko investiramo v individualne naložbene račune. Vse to pišemo na naši spletni strani money-how.si. Vabim vas, da si to tudi pogledate. Seveda bomo kmalu tudi pripravili o vseh teh padcih, ki se dogajajo na trgu. Pred kratkim sem tudi objavila članek z naslovom, kako v bistvu uloviti pravi trenutek za vstop na borzo. Obstaja en indikator, s katerim si lahko pomagamo. Preverite na spletni strani, kateri indikator to je, oziroma kazalnik, ki vam lahko pomaga pri vstopu na borzni parket. Hkrati pa tudi seveda strategija kupovanja padcev, tudi to boste našli na spletni strani money-how.si. Zdaj pa hitimo na zelo zanimivo vsebino. Z menoj je Andraž Brili, ocenjevalec vrednosti nepremičnin iz Capital Genetics. Zdravo. Zdravo, Marja, živijo. Zdravo. Danes se bova pogovarjala o naložbenih nepremičninah. Jaz sem dobila inspiracijo za to epizodo, že dolgo časa se nisva pogovarjala, pravzaprav ne o naložbenih nepremičninah, ne na splošno o dogajanju na nepremičninskem trgu. To bova danes vse pogledala, ampak inspiracijo za to epizodo sem pa dobila pravzaprav na dveh koncih. Luka Mesec je nedavno na enem od soočenju povedal, da so nepremičnine bolj donosne od borze. To je prva stvar. Druga zadeva, zadnjič sva imela z Blažem Hribarjem, sva se pogovarjala o bolj konzervativnih naložbah in nepremičnine sodijo tudi v to kategorijo. Hkrati je pa izpostavil eno zelo zanimivo zadevo, in sicer
čez 20, 30, 40 let. On je rekel, da bojo takrat postale nepremičnine zelo dostopne. Razlog za dostopnost vidi pa predvsem v demografiji. Se pravi, da demografija je tista, ki bo nekako pač ponudila več stanovanj na trg, če lahko temu tako rečem, no. In to, da se menda, da se vidi vpliv demografije v teh nekih manjših mestih. Tako da imava danes kar nekaj dela, a ne, pa bi po moje kar predlagala, da začneva s pregledom trga, kje smo, kam gremo. Statistični urad je objavil neke podatke, tudi na Capital Genetics, podrobno spremljate trg. A lahko mogoče na kratko opišeš, kaj se dogaja na trgu? Ja, hvala, Maja, za povabilo. Res je, že kar dolg časa nisva se pogovarjala o nepremičninah. Očitno ta tema ni bila aktualna v vsem tem burnem dogajanju, ki se je dogajalo v zadnjih letih. Spremljala sem kar veliko nekih pretresov, določenih kriz, imeli smo COVID, imamo neke vojne, ki se nam redno pojavljajo, in mogoče so bile nepremičnine tema, ki ni bila vedno najbolj pod udarom, predvsem zato, ker se spremembe dogajajo počasneje, kot pa na kakšnih borznih trgih ali pa na kriptotrgu, kjer so bile te vplivi teh kriz, ki so bili v zadnjih letih, bolj izrazito izraženi v nihanju cen oziroma spremembah na samih trgih. Je pa res, da tudi nepremičninski trg se je zelo v bistvu spreminjal v zadnjih 10 letih. Imeli smo kar v bistvu obdobje nenehne rasti oziroma en zelo, zelo dolg cikel, kjer nepremičnine stalno rastejo. Spomnim se v bistvu, kdaj smo se začeli pogovarjati, pa malo bolj podrobno spremljati sam nepremičninski trg, tudi tukaj pri nas na Capital Geneticsu. To zdaj nekako redno spremljamo že od leta, bom rekel, tam 2010, a ne, čas gre zelo, zelo hitro, mi se tudi vmes staramo, ne, življenje gre naprej. Ne staramo se. Tako da ja, v bistvu, kar dolgo spremljamo, v bistvu skozi so se pojavljali neki dejavniki, ki naj bi lahko vplivali na samo ceno nepremičnin. Vedno smo malo špekulirali, kaj se bo zgodilo, ne. Prvi tak resen preizkus smo imeli v bistvu z to prvo gospodarsko krizo, a ne. Takrat, se pravi po propadu Lehman Brothersa 2009, a ne, takrat smo v bistvu prvič se začeli zelo soočati s tem, kaj se bo zgodilo s trgom nepremičnin. Takrat smo doživeli v bistvu en velik padec same likvidnosti v prvi meri. Tudi način financiranja strani bank je bil takrat bistveno drugačen. Projekti, ki so se financirali v obdobju od 2005 do 2008, so temeljili na predpostavkah, da bo rast neomejena in da bodo cene stanovanj v bistvu samo rastle in da bo povpraševanje neomejeno po novih stanovanjih, in sicer da bo v bistvu potreba po stanovanjih vedno dovolj visoka, da se bodo vsi projekti lahko zgradili in tudi konec koncev tudi prodala, ne. Zato so takrat banke v tistem obdobju to financirale na način, da niso zahtevale dovolj lastne udeležbe pri samih nepremičninskih projektih. Financirale so tudi v bistvu velika gradbena podjetja, kot so takrat bila SCT, Vegrad, Primorje, in so jim v bistvu zagotavljale denar za nakup samih zemljišč, in v bistvu so te podjetja to financirala iz projekta v projekt in v bistvu poplačevala odprte kredite za prodajo stanovanj. Niso bile to zaprte finančne konstrukcije, tako kot je v bistvu praksa v bančnem sistemu sedaj, ker je vedno nepremičninski projekt na svoji firmi, na svojem SPV-ju, imam v bistvu nekako zaprto to konstrukcijo finančno. Investitorji morajo zagotoviti lastna sredstva, se pravi to 20 do 30% lastnih sredstev mora zagotoviti v projektu, banka financira samo izgradnjo in tudi ponavadi zahtevajo določen procent že prodanih stanovanj pa naprej. V vsakem primeru, tudi če investitor v vmesnem obdobju ne more to narediti, bi to banke dokončale in to ponudile na trgu. Tako da takrat v bistvu je bil leta 2009 je bil prvi ta, v bistvu, kako bi rekel, streznitev, da pa nepremičninski trg ne more samo skozi rasti, ne. To malo govorim tudi iz tega stališča, ne, ker da greva malo čez to obdobje zadnjih 15-20 let, ne, da se vidi, kaj se lahko v bistvu na trgu dogaja, pa bo mogoče to tudi kasneje aktualno v luči
tega, kar se zdaj dogaja po svetu. In takrat smo bili soočeni najprej s padcem likvidnosti, propadom in stečaji velikih gradbenih podjetij in pa ogromne količine nedokončanih projektov in pa ogromne količine neprodanih stanovanj in zalog. In skladno z zmanjšanim povpraševanjem v tistem obdobju, po takoj začetku finančne krize, so se začele cene zniževati. In takrat smo praktično, ker pa trg ni bil likviden, v smislu ni bilo veliko transakcij, so cene padale. In cene so padale, bomo rekli, skoraj do konca leta 2013. Se pravi, dobra 4 leta so v bistvu cene konstantno padale. Ne. Če pogledamo, če se danes to spominja, marsikdo je to mogoče že pozabil, da so cene dejansko tudi padale. In takrat so bili padci tudi 30-40% glede na vrh, na katerem smo bili. Takrat so se v Ljubljani, ne vem, če se spomnimo Celovških dvorov, so se stanovanja prodala po 1600 evrov, po 1500 evrov, pa jih niso mogli prodati. Tudi stari ti investitorji, kateri so še preživeli, se spomnijo, so bili zadovoljni, če so v novo zgrajenem kompleksu prodali, ne vem, 1 do 2 stanovanji na mesec. Mogoče, samo da vskočim. Zdaj, ko omenjaš te padce, pa da so padale cene vse od leta 2008 pa do 2013-2014, jaz imam v spominu še 15, in da smo takrat dosegli dno na nepremičninskem trgu, takrat je bil kvadratni meter rabljenega stanovanja v Ljubljani 2000 evrov na kvadratni meter. Danes so pa te številke res kar precej visoke, preko 5000 evrov za kvadratni meter. In marsikdo, ki razmišlja, pa vidi te cene, ki kar rastejo in rastejo in rastejo, v bistvu je pozabil malo na to obdobje in da so možni tudi upadi, ker zdaj vsi govorijo, cene bojo samo še rasle, saj druge poti kot navzgor ni. Seveda, zato smo v bistvu mogoče danes začeli s tem, ker si pač tako vprašala, da mogoče malo, da narediva širšo sliko na mogoče malo daljše časovno obdobje, ki ga vsi zelo hitro pozabimo, kaj se je pravzaprav tudi že v naši dobi zgodilo. Čeprav smo bili navajeni od osamosvojitve naprej, so nekako cene nepremičnin vedno rastle, ker dolgoročno naj bi se gibale z rastjo bruto domačega proizvoda. Se pravi, če je naša kupna moč večja, če je naše gospodarstvo bolj uspešno, se enostavno tudi cene nepremičnin temu prilagajajo in to nekako tudi drži. Ampak treba se zavedati, da v določenih obdobjih, tudi ko gospodarstvo ne gre dobro, pa je makroekonomska slika zelo slaba, lahko pride do zmanjšanja likvidnosti in seveda posledično padca cena. Je pa res, da potem po letu, če narediva zdaj, da bo naredila nek rezime, na koncu pa prišla do nekega tega obdobja, kjer smo zdaj, da bo lahko tudi pokomentirana trenutna cene pa stanje na trgu, smo po letu, ne vem, 2014, recimo, ko se je trg začel obračati, v bistvu bili deležni 10-letne rasti cen stanovanj. Predvsem, kar se je zgodilo v tem obdobju 4-letne krize, je to, da se novogradnje oziroma niso se razvijali oziroma gradili novi nepremičninski projekti. In kaj je to ustvarilo? To je ustvarilo akumulacijo povpraševanja. Ljudje so v bistvu delnice, pa to so že v bistvu naprej se opomogle, ker so bolj likvidne, večji trg je, širši trg je. Ljudje so dobili zaupanje v svoje službe, popravljati so se začela gospodarska situacija, akumulirali so kapital in akumulirali so povpraševanje. In čim so prišli pozitivni signali iz trga, so ljudje začeli spet povpraševati po nepremičninah. Po drugi strani so pa nepremičninski cikli bistveno daljši in ne omogočajo hitrega prilagajanja cen ali pa povpraševanju na trgu. In iz tega naslova je to akumulirano povpraševanje v bistvu začelo poganjati cene navzgor in ponudba nepremičnin na drugi strani temu ni mogla slediti. Ker projekti v obdobju krize in po propadu gradbincev niso bili v pripravi. In če pogledamo, kaj se je gradilo v tem obdobju od 2016 do 2020-2021, so se v bistvu samo revitalizirali stari projekti, ki so bili že pripravljeni pred krizo in so se v bistvu zdaj ali kupili že na pol zgrajeni, ali pa so se kupili zemljišče z gradbenim dovoljenjem in ti projekti so prvi vstopili na trg, ker je tudi logično, ker je časovnica teh projektov bila najkrajša. Vzporedno so se pripravljali tudi novi projekti in potem v naslednjem obdobju, ko so se v bistvu ta bazen teh starih projektov izčrpal, so se začeli pojavljati pa tudi novejši projekti, novi projekti, ki so prehajali na trg. In če še malo pogledava nazaj, smo se takrat pred covidom, pa še preden je bil covid, že sprašvali, ali smo že dosegli vrh. Cene so takrat zelo
zelo poletele, so že v bistvu skoraj ujele tiste nivoje, kot so bile leta 2008. In takrat smo se že malo spraševali, ali smo že dosegli vrh, tudi neke povprečne cene stanovanj so kazale nek plato, na katerem smo, in takrat je bilo samo pot, ali gremo gor ali ne, ali dol. In vem, da sem bil gost na podcastu, tudi na nekih konferencah, ko smo se o tem pogovarjali, kam se bo zdaj trg obrnil. Tudi gospodarska situacija, tudi vsi so malo govorili, da se gospodarstvo pregleva in tako naprej. No, in potem se nam je zgodil COVID in takrat je bila panika. Takrat je bila panika, ali je zdaj to v bistvu trigger, ki bo sprožil neko gospodarsko krizo in posledično tudi nepremičninsko krizo, in da bodo cene stanovanj padle. Je pa v bistvu nas vse zelo presenetilo, kaj se je pravzaprav zgodilo. COVID je bil tisti, ki je pognal te prihranke na trg. Vsi so začeli povpraševati, vsi so se bali takrat inflacije in safe haven, zatočišče, kaj bo tisto, kar jim bo ohranilo vrednost denarja, so vsi videli v nepremičninah. In takrat se je res ogromno kapitala prelil na ta nepremičninski trg in cene so takrat dobile še dodaten zagon. Vsi smo se takrat v bistvu nismo vedeli, kaj se bo zgodilo s trgom, smo bili vsi zelo presenečeni, kar se tega tiče. Predvsem smo napovedovali bolj umirjeno rast ali pa bolj ustavitev rasti, kakor da iskreno povedano, da bo trg še ful rastel, ampak pokazalo se je ravno obratno. Tako da ta COVID je dal še dodaten zagon. A lahko mogoče tukaj vsem, zdaj te moram ustaviti. Zaradi tega, ker takrat sred covida, sred une panike, smo mi imeli dogodek o nepremičninah, ker bi bila totalna panika na trgu in vi ste naredili neke scenarije, se pravi, kaj se lahko zgodi s cenami nepremičnin v najbolj pesimističnem in najbolj optimističnem, po najbolj optimističnem scenariju. Seveda so se vsi najbolj zapomnili unega pesimističnega scenarija, mislim, ne vem, koliko ste napovedali, da bi potencialno lahko sledil upad cen, ne? Ampak ja, to je bilo v bistvu, zdaj, ko si rekel, da je vse nas presenetilo potem dogajanje na trgu, ne samo na nepremičninskem, tudi na borznem parketu je bila čisto ista zgodba, ker tam smo imeli pa res strm padec in potem tudi strmo rast navzgor, ne? Tako da je bilo kar nekaj presenečeno. Če pogledaš to napoved, takrat, ko smo mi naredili, smo v bistvu upoštevali, ker je bilo takrat kompletno zaprto in mi smo še med lockdownom naredili te analize, smo napovedali izredno strm padec, ampak izredno kratek. Predvsem je šlo to na račun nizke likvidnosti trga, ker pač če trg ne deluje, če je trg zaprt, umetno zaprt, in če ni likvidnosti, samo tisti prodajajo, ki so res obupani in morajo prodati. Takrat smo v bistvu napovedali tak najbolj ne optimističen, ampak najbolj realen scenarij, tak, da bo rast zmerna. Se pravi, neka zareza zaradi ustavljene likvidnosti in potem neka rahla rast. Izkazali se je v bistvu pol, da je bil tisti najbolj optimističen scenarij tudi nekako najbolj realen. Ja, ampak takrat je bila pa osnova, ki ste jo vzeli za te izračune oziroma predvidevanja, tudi napoved Banke Slovenije, če se jaz prav spomnim. No. Tako več dejavnikov, ki vpliva na cene nepremičnin, in te dejavnike smo povzeli po napovedi Banke Slovenije, finančnih inštitucij, in pač to je pokazalo. Ja, ok. Zdaj, meni se to, recimo, če govorimo o naložbenih nepremičninah, se mi zdi ta pogled v vzvratno ogledalo predvsem zelo koristno, zaradi tega, ker si tudi lepo v bistvu predstavil, kaj vse se nam je zgodilo v teh 15 letih. In glede na to, da investitorji vstopajo v to zgodbo dolgoročno, se je treba tudi zavedati, kakšna so potencialna tveganja v prihodnosti. In se mi zdi, da bi tudi danes lahko to kar relativno dobro razdelala, glede na trenutno situacijo. In tudi konec koncev napoved Blaža Hribarja, ki je povedal, da čez 30-40 let bo popolnoma druga zgodba, predvsem zaradi neugodne demografije. A greva mogoče se kar dotakniti zdaj, marsikdo razmišlja, da bi stopil na trg, kupil naložbeno nepremičnino, kakšne potencialne donose tukaj lahko pričakujejo ob trenutnih cenah, ki so na trgu. Cene so pa res podivjale. Tako rabljenih kot novih stanovanj. Ja, mislim, cene v bistvu, moram reči, da me kar presenečajo, da praktično iz kvartala v kvartal še vedno rastejo.
Tudi zadnje analize so pokazale, da smo v bistvu za povprečno rabljeno stanovanje v Ljubljani že presegli 5000 evrov na kvadratni meter, kar je praktično bilo nepredstavljivo še v nekem krajšem obdobju, parih let nazaj. A ne. Že odkar se mi pogovarjava, te cene konstantno v bistvu rastejo. Spomnim se, ko smo se mogoče prvič pogovarjali, smo bili res na nekih 2,5 evrov na kvadratni meter za rabljeno stanovanje v Ljubljani, a ne, zdaj je v bistvu cena še enkrat višja. Niti ni se opazilo, da bi dosegli nek plato, da bi se te cene nekako umirjale, ampak v bistvu za zmanjšano likvidnostjo še vedno rastejo. Ne. Tako da to je v bistvu zelo presenetljivo, oziroma je treba mogoče malo širše pogledati, a ne, zakaj pravzaprav je ta manjša likvidnost, a ne, kaj je vzrok te slabše likvidnosti. Ker finančno logično bi bilo, a ne, če zmanjšaš v bistvu likvidnost, a ne, bi mogle cene pasti. A ne. Zdaj pa mi v zmanjšani likvidnosti, a ne, cene pa še kar rastejo. Tako da vzrok je po moje predvsem na ponudbeni strani, kjer je v Ljubljani še vedno bistveno premalo stanovanj na ponudbi, a ne, in zato je kupec bazenov še vedno prevelik in še vedno je povpraševanje previsoko, da bi v bistvu kakorkoli se lahko zgodilo s cenami. In v bistvu so prodajalci tisti, a ne, ki imajo vso škarje in platno v rokah, a ne, ki diktirajo to ponudbo, a ne, ki jo praktično ni, a ne. In po drugi strani velika želja kupcev po samih nakupih stanovanj, in to poganja cene navzgor. Te lahko za nekaj vprašam, ker si rekel, da imamo zmanjšano likvidnost. Meni se zdi, da nimamo zmanjšane likvidnosti glede na stanje, količine denarja na bančnih računih, 30 milijard, potem neke neuradne informacije, naj bi imeli še 10 milijard, 80 milijard doma v nogavici, tega denarja, se pravi skupno 40 milijard. In zdi se, kot da ljudje imajo denar, kupujejo nepremičnine, drage nepremičnine. Nazadnje, ko smo se pogovarjali, pa vem, da je to kar precej so se ljudje razburjali, ko smo rekli, da z pol milijona danes težko kupiš nepremičnino, danes je to dejansko realnost. Mislim, da se dobiti seveda nepremičnino. Mislim, izrazil likvidnost. Govorim o številu transakcij, a ne. Število transakcij v bistvu ne dosega teh nivojev, ko smo jih dosegli v obdobju covida, a ne, ker je bilo res veliko število transakcij, potem so začele transakcije upadati, a ne. In zdaj transakcije v bistvu skozi malo konstantno upadajo, malo so se sicer v lanskem letu popravile, ampak to je še zmeraj manj kot v nekem tistem zlatem obdobju. Ne. To se mi je bolj v mislih. Po drugi strani pač to, kar si pa ti rekla, ne, denarje, ki ga imajo ljudje, ne, to je pa to, kar sem prej govoril. A ne. Pač ljudje še vedno je dovolj, mislim, ogromno število ljudi, ki imajo veliko denarja, ki ga imajo na bankah, in za nas Slovence je pač tipično, da svoje presežke ali jih pustimo kot depozit na banki, ali jih pa kot najbolj logično investicijo naredimo to, da jih vlagamo v nepremičnine. Predvsem tisti, ki finančno niso tako pogumni oziroma ne vlagajo v različne finančne inštrumente, recimo delnice, ne vem, sklade ali pa kamorkoli drugam, a ne, še vedno najraje tiste svoje prihranke vložijo v nepremičnino. Ne. Tako da tukaj imamo malo te, specifične, saj to ni nič nenavadno, tudi v tujini se to dogaja, ampak ja, zelo radi kupujemo nepremičnine z v bistvu svojimi prihranki. Ampak ta nepremičnina, mi rečemo, dostikrat slišimo od ljudi, ki investirajo v nepremičnine, se pravi, oni kupujejo kot nepremičnino kot investicijo, da jih v bistvu sam donos niti toliko ne zanima, da ta občutek varnosti jim daje tisto motivacijo za nakupe. In pač nekateri imajo kar en tak lep portfelj, recimo temu nepremičnin, na različnih lokacijah. Saj to so že večkrat poudarjali, a ne, da v bistvu ljudje si niti ne računajo donosov, a ne, jih to v bistvu niti toliko ne zanima. Oni nepremičnino vidijo bolj kot ohranjevalec denarja, a ne. Oni kupijo nepremičnino, pravijo, saj ne moramo veliko izgubiti, a ne, saj ne bomo izgubili, a ne. Ne gledajo, koliko bodo dobili donose z in si to tudi ne računajo. Računajo na to, da bodo nepremičnine konstantno rastle in da bodo iz tega ven kapitalsko zaslužili, a ne. Ne zanima jih pa v bistvu sam tak donos. Zato se nam tudi dogaja, da je v bistvu toliko stanovanj, ki jih ljudje kupijo kot investicijo, praznih. Zato, ker enostavno jih ne zanima, koliko bodo oni dobivali mesečno najemnino, ampak jih zanima predvsem, koliko bodo kapitalsko zaslužili, pa kako jim bo to ohranilo vrednost na dolgi rok, a ne.
tisti, ki se ukvarjajo potem z najemom, so predvsem tisti, ki kupijo sta taka stanovanja naložbena še na kredit, a ne, in vidijo tukaj kot, aha, bomo ga še oddali, ne, to nam bo plačevalo obrok na banki, ne, in tako bomo mi v bistvu si odkupili stanovanje v naslednjih 10-15 letih. In to jih v bistvu samo zanima, ne jih zanima jih donosi iz tukaj zanimivo. Tisti, ki imajo pa več kapitala, ki imajo, a ne, ki veliko vlaga, recimo, ko kakšen blok kupijo, ne vem, 5, 6, 7 stanovanj, a ne, imamo tudi primere, ko so praktično prav pol nekega vila bloka določen posameznik, a ne. Te se pa v bistvu se jim niti ne da ukvarjati niti z opremljanjem stanovanja, niti z oddajo, pač tam parkirajo določen del svojega kapitala in ga pustijo. In tako pažejo, da ne vem, v zadnjih 10 letih, če si to naredil, si opazil, da si pač lahko v bistvu podvojil svoj vložek in jim je ta donos iz najemnine v bistvu nepomemben. Saj to je ta občutek, oziroma v bistvu sploh ne razmišljaš o tem, da bi lahko mogoče kje drugje ustvaril več. A ne, čeprav dostikrat slišim, da pol neki delajo neke primerjave z indeksi in dejansko vidijo, da bi na borzi v nekih delniških investicijah lahko ustvarjali več, ampak še vedno je tista nepremičnina, ki se jo lahko konec koncev dotakneš. Psihologija je tukaj zelo močen faktor. Ja, pa mislim, če pogledaš, ne, zdaj, recimo, če si kupil stanovanje 1 leto nazaj, ne, ali pa če si kupil neko tehnološko delnico, ne, ti bo vsak rekel, ja, na stanovanju se ni nič zgodilo, a ne, na tehnološki delnici sem pa zdaj izgubil, a ne vem, 10-15%, a ne. Pač velikih je tudi že v preteklosti teh bogatejših tudi trgovali na borzi, dostikrat so se tudi opekli, so imeli neke izgube. Ne da se jim v bistvu zelo aktivno ukvarjati z svojim portfeljem in svojimi naložbami, in potem v nepremičninah, kjer se pokaže, ali se gibljejo, v kakšno smer se gibljejo, a ne, se v bistvu na zelo kratkem, ne vem, ne moreš to pogledati vsak dan na borzi, koliko je zdaj vredna tvoja nepremičnina, ne, se to počasneje odraža. Tako da v bistvu se pol počutijo bistveno bolj varne pri tej naložbi, kakor v kakšnih drugih alternativnih naložbah. Zdaj, ko si rekel enoletno obdobje, me je kar malo navzvil, zaradi tega, ker na trg na delniški trg ne greš v bistvu za 1 leto, ampak načeloma 5 plus 10 plus let, ne. Enako tudi v pač nepremičnino se ne greš verjetno za 1 leto, razen če si špekulant. Pa Ampak misliš, da vseeno, a boš- veš, vseeno boli, a ne, če ti pogledaš zjutraj borzni indeks, a ne, pa si vložil, ne vem, 100 000 evrov svojih prihrankov, pa vidiš, da so delnice padle za 5%, a ne, pa takoj preračunaš to v 5 000 evrov, ki si jih izgubil, a ne. A čeprav imaš dolgoročno strategijo, bolj boli, kakor pri stanovanju, ki je še vedno tam, a ne, ki se v bistvu ne moreš pogledati vsako jutro, koliko je vredno, ampak, a ne, Če bi lahko pogledal vsako jutro, bi bila lahko zanimiva vsako jutro pogledaš na psihologija gurs, pol. a se nič ne zgodi, a ne, ker Ja, nič gurs se ne zgodi. osveži pač na toliko pa toliko podatke, a ne. Saj tudi ne more biti v bistvu tako ažurirana cena, ker ni take likvidnosti, da bi lahko ti to vsak dan objavljal, tako kot je recimo na borzi. Zadnjič, točno, z Blažem sva se o tem pogovarjala, zdaj, ko govoriva o tem, koliko je nepremičnina likvidna, jaz sem rekla, da je slabše likvidna, ker to je cel proces prodaje. Okej, če imaš na dobri lokaciji, je Blaž opozoril, da je zelo likvidna investicija, ampak še vedno lahko traje mesec dni, ali pa 14 dni, mesec dni, ali pa 2 meseca, da dejansko ti to nepremičnino prodaš. A ne, medtem ko delnico lahko relativno hitro prodaš, ali pa konec koncev obveznico na borzi, ne. V nekih normalnih razmerah, v nekem trgu, ki deluje, v nekih v predvidljivem gospodarstvu, ne, tako ko se v bistvu skozi stremi k temu, da bi bilo vse predvidljivo, pa stabilno, pa tako naprej, a ne, je nepremičnina lahko likvidno sredstvo, a ne. In tukaj se lahko strinjava z Blažem, da na dobri lokaciji boš vedno nepremičnino lahko prodal, a ne. Problem nastane takrat, ko te razmere niso idealne. In takrat je problem, da v bistvu si ti prisiljen prodati nepremičnino na nekem trgu, ki mogoče ne deluje toliko več dobro, kjer vsi mogoče so se kupci povlekli nazaj, in ti moraš dati pa v tistem trenutku neko nepremičnino na trg, ker rabiš neko likvidnost, takrat pa nastopi problem. Predvsem boš mogel dati vsaj dober diskont, da boš tako nepremičnino prodal in jo likvidiral in pač dobil nek kapital nazaj. Prej si omenjal prazne nepremičnine, o tem se je zdaj zelo v teh političnih soočenjih zelo veliko govorilo, da imamo 10 000 praznih nepremičnin v Ljubljani, da v bistvu lastniki niso motivirani za oddajo, in seveda veliko se je tudi govorilo o obdavčitvi premoženja. Tukaj so se v teh soočenjih zelo povlekli nazaj, nič niso prav preveč govorili o tem, da bodo obdavčili
nepremičnine oziroma vsako drugo, tretjo in četrto in tako dalje nepremičnino. Ampak to so vsi faktorji, ki jih je treba v bistvu konec koncev upoštevati. Rekel si, da pač te investitorji, ki kupujejo nepremičnine na dobesedno zalogo, niso motivirani, da oddajajo na eni strani, na drugi strani se pa lahko tudi zakonodaja spremeni. Videli smo, v bistvu, da je to mogoče obdavčitev nepremičnin predstavlja dejansko nek politični samomor. Uh, Odkar obstaja GURS, odkar GURS zbira podatke, je ideja o nepremičninskem davku, ki ga vsaka v bistvu vlada nekako želi dati, ne, kot nek vir, dodaten vir prihodkov v proračun, ampak na koncu koncev vsi potegnejo ročno, ne, ker se volitve začnejo približevati in je to zelo nepriljubljena tema. Nepremičninski davek definitivno bi ljudi zelo, če ne drugega, razburil, odvisen kakšen bi bil, bi jih tudi verjetno finančno prizadel. Mi že zdaj imamo nek nepremičninski davek, a ne, v obliki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga plačujemo, ampak tega smo navajeni in nas ne boli toliko. Zdaj, kakšen bi bil nepremičninski davek, pa kakšna višina bi bila, te neki poskusi, pa neki izračuni, ki so jih dala, ne, so nakazovali na izredno visoke številke za neke te sekundarne pa tako nepremičnine. Je pa res, kar mogoče lahko damo prav tudi pretekli vladi, da bi bilo potrebno aktivirati prazna stanovanja, ki so trenutno. Po nekih podatkih ne bi bilo v Ljubljani 10.000 praznih stanovanj. Ta številka se mi zdi enormno visoka. Ampak tudi, če pogledava to, kar smo se že pogovarjali, če je samo pol res tega, da je 5.000 praznih stanovanj, in še zmeraj to je izredno visoka številka, in te stanovanja bi bilo potrebno aktivirati, da bi prišla ali na najemni trg ali pa na trg za prodajo, če bi hotel karkoli se spremeniti. In mislim, da bi pol tudi se na ponudbeni strani mogoče aktivirali malo več nekih stanovanj, ki bi lahko prišla na trg iz tega naslova. Zdaj, kdo bo imel dovolj poguma, da bo to naredil? Sigurno je to zelo nepriljubljeno, ne? Ljudje imajo razloge, zakaj so te stanovanja neoddana, ali pa zakaj jih ne dajo na trg, zakaj jih samo imajo. Tako da ja, to bi bilo kar velik problematika tega. Mislim, da je tudi zelo velik problem neurejeno, v bistvu ta najemni trg je neurejen, ne. Se pravi, tudi sama zakonodaja. Pred kratkim je bil en prispevek na televiziji, kjer so govorili o tem, da lahko traja leta in leta, da ti v bistvu spraviš ven najemnika iz svojega stanovanja, ki ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti. To je en velik turn off, predvsem za tiste. Ja, saj v bistvu, zakaj so zdaj v zadnjem mandatu povlekli to, en od razlogov, zakaj so povlekli to nepremičninsko obdavčitev, je prav to, ne, da je treba najprej prvo, ker to so bila tudi opozorila stroke, ne, da je prvo treba urediti zakonodajo na področju oddajanja nepremičnin, da se v bistvu dela v obojestransko in v korist najemodajalca in v korist najemnika, da so te postopki spremembe posesti krajši, a ne, da ti lahko v bistvu, če nekdo ne plačuje, da ga lahko izseliš iz stanovanja, in po drugi strani tudi je druga stran nekako dovolj zaščitena, da ga pa lih tudi najemodajalec ne more dati ven. Tako da tukaj se da mogoče marsikaj narediti, ne, se tudi to je prvi razlog, prva stvar, ki bi mogla se v bistvu urediti. Druga stvar, ki bi se pa mogla urediti, je pa tudi v bistvu, da bi se prazna stanovanja mogoče res obdavčila, predvsem bi tako naredili, mogoče po mojem mnenju, da bi se naredil nek pavšalni davek, a ne. Se pravi, če imaš ti stanovanje, sekundarno stanovanje, ne govorimo o primarnih stanovanjih za lastno bivanje, ampak ki je namenjeno oddajanju, ga moraš na nek način tržiti, na nek način tudi oddajati, ali pa moraš pač plačati nek pavšalni davek, kot če bi ga oddajal, ne. Tukaj še vedno dopustiš nekako lastniku, da se sam odloča, ali ga bo oddajal, ali ga pa ne bo. Ampak če se pač odločiš, da ga ne boš oddajal, boš pač plačal nek pavšalni davek, ki bi bil pač primeren neki tržni najemnini, če bi ga ti na trgu prodajal, ne. In če bi mogel vsako leto dokazati davčni upravi, da ima sklenjeno najemno pogodbo po neki tržni ceni, a ne. Saj dosti podoben je pri transfernih cenah pri podjetjih, a ne. Saj ga ne moreš si tudi med podjetji, med povezanimi osebami oddati po neki prenizki najemnini, ne. Tukaj te bo tudi davčna vprašala, zakaj ga niso dal po tržni najemnini, in pač ti bo zaračunala davek
primeren trgu. A ne. Tako bi lahko naredili s stanovanji, pa bi se ljudje hitreje začeli odločati, da bodo to oddali ali ne. Po drugi strani moraš pa dejansko res tudi zagotoviti neko varnost, da bodo te najemna razmerja bolj urejena in bolj učinkovito. V glavnem zdaj naštevava cel kup nekih problemov, na katere naletimo na v bistvu v tem, segmentu naložbenih nepremičnin, in zadnjič sem se pogovarjala z enim institucionalnim vlagateljem in je rekel, da so enostavno donosi s temi stanovanjskimi nepremičninami neprivlačni. Oni so lovci na malce višje donose kot 2 do 3 %, a ne. Poleg tega imamo zdaj recimo inflacijo 2,9-odstotna je ta hip v Sloveniji. Zakaj ne bi, veliko lažje in veliko bolj smiselno mi je investirati v kakšno obveznico, je odgovoril, a ne. Zakaj bi kupil, nepremičnino, kaj so v bistvu argumenti za recimo naložbeno nepremičnino, če vemo, zakaj ne bi raje kupil recimo obveznico, ki je veliko bolj likvidna, prinaša, višje donose lahko tudi, odvisno, katero kupimo, potem manj problemov imamo, nimamo najemnikov, ne rabiš se ukvarjati z iskanjem najemnikov, mislim, ne rabiš Ampak renovirati če sem obveznice, čisto a ne. iskren, a ne, je v bistvu donos bistveno nižji, kakor pri obveznicah, a ne. Zdaj v bistvu, če gledava, donos iz najemnine je 2-3 %, tudi na stanovanje je 2-3 %, a ne. Pa imaš veliko dela, pa moraš vzdrževati malo, pa moraš se ukvarjati z najemnikom, pa kdaj ne plača, pa ga moraš malo izterjati, pa malo prositi, pa malo poklicati, a ne. Ampak po drugi strani, če pa pogledava, ne vem, to zadnje obdobje, kar sva rekla, da cene rastejo, a ne, koliko si v bistvu ti zaslužil, a ne. V bistvu ti si več kot 100 % zaslužil. Dosti podoben kot delniški trg. In glih preden sva se začela pogovarjati, sem pogledal ta v bistvu zadnji graf, cene rasti nepremičnin od leta 2013 naprej, a ne. Če to primerja z neko, tudi z borzo, zelo podobna krivulja, recimo kot SB, slovenski indeks, a ne, delniški indeks, a ne. Tako da zelo veliko si lahko v bistvu na tem kapitalskem delu pri stanovanjih zaslužil z rastjo samo ceno stanovanja, ne. In tudi te generacije, ki so kupovale v 90. letih, leta 2000, če pogledaš, koliko so plačale za neko stanovanje, ne vem, takrat so bile cene, ne vem, za 55-60 kvadratov, neko stanovanje v Ljubljani 100 000 mark. Danes je to stanovanje vredno 300 000 evrov, a ne. Če to pogledaš, kakšna je to razlika ratala, a ne, vidiš, da ogromno lahko tudi s samo nepremičnino zaslužiš, in zato je iz tega stališča, če mislimo, da bodo cene še naprej rasle in da bo gospodarstvo še raslo in da ne bo nekih pretresov, pač je to super, v bistvu dobra naložba. In ne moreš gledati, da je v bistvu samo 2 % donos, a ne, ampak imaš tudi ta kapitalski donos, a ne. Je to, kam pa se lahko cene povzpnejo? Recimo, zdaj sva rekla, povprečna cena rabljenega stanovanja je preko 5 000 € za kvadratni meter. Do kam se lahko še to povzpne? Saj so tudi neke omejitve pri ljudeh, ne, pač plače ne rastejo s takšnim tempom kot pa cene nepremičnin. Povzpnejo se lahko do tam, dokler bodo ljudje kupovali po teh cenah, a ne. To v bistvu trg bo pokazal, do kam se lahko cene povzpnejo. Je pa res, da je dostopnost stanovanj vedno manjša za neki srednji razred, da ne govorimo še nižje dol, a ne. Tam so pa v bistvu stanovanja praktično so nedostopna, ne. Tako da, kakor sem prej rekla, še vedno je dovolj bogatih ljudi, ki kupujejo z majhno ponudbo, ki prihaja na trg. Ponudba prihaja prepočasi, premalo je, zato je še vedno na drugi strani pa preveč povpraševanja teh bogatih ljudi, ki imajo denar, da v bistvu pokupijo vsa ta stanovanja. Zdaj imamo 2-3 primere v bistvu stanovanj, projektov v Ljubljani, ki so vsi naprej razprodani. In v bistvu ljudje kupujejo opcijo, da bojo lahko kupili oziroma dobili v posest to stanovanje čez 2 do 3 leta, ko bo to že zgrajeno. Se pravi, v katero sredstvo mi toliko zaupamo, da danes smo prepričani, da bo cena čez 3 leta višja, kakor danes, ko mi v bistvu zaaramo to stanovanje in čakamo investitorja, da ga bo zgradil. In moram ti povedati, da kjerkoli projekte mi spremljamo tukaj v Ljubljani, še preden pridejo na trg, so že v večini primerov prodani. Tisti, ki imajo dovolj razumne cene, če lahko govorimo sploh o razumnih cenah pri teh norih cenah, ampak imajo dovolj razumne cene, da prepričajo dovolj teh bogatih posameznikov, da jih kupijo, a ne. In recimo, je pa primer, a ne, kar si rekla, kje je meja teh, da se cena ustavi. Imamo določen kakšen projekt v Ljubljani, kjer so pa cene zaradi mogoče
preoptimističnosti investitorjev postavili zelo visoko, tam pa imajo problem z hitrostjo prodaje. Ne bom rekel, da ne prodajo, oziroma da ne bodo prodali, ampak verjetno bodo prodali, ampak v nekem daljšem časovnem obdobju, ko se pojavi dovolj ljudi, ki imajo veliko kapitala, ki cenovno niso tako občutljivi in kupujejo tudi po višjih cenah. In tam se pa v bistvu mogoče pokaže, kje se je trenutno začrtana neka meja. Ampak ta meja se mogoče z trgom, v bistvu z vsakim letom zdaj prestavlja majčkeno višje. Odkar se mi to pogovarjava, je bila, ne vem, Novogradna 4, pa 5.000, pa 6.000, pa 7.000. Zdaj 10.000 evrov za kvadratni meter v Ljubljani tudi se lahko proda, to so dokazali v marsikaterem projektu, za dobra stanovanja, za dobro pozicionirana stanovanja v blokih in je dovoljšne število kupcev, ki kupijo tako stanovanje. Mogoče ti dam primer, ko se pogovarjam recimo z ljudmi, Slovenci, ki pridejo iz tujine sem ali pa ki so prisotni ali pa delajo v tujini, tudi po bolj vzhodnem bloku, se pravi, ne vem, Češka, Slovaška, tako naprej, nič je normalnega, da je tudi tam cena 10.000 evrov v središčih, tudi še več, zato se mi zdi, da tukaj pa še relativno poceni. In taki ljudje, ki se vračajo, recimo, potem kupijo kakšne te penthouse, zelo drage, pa zelo draga stanovanja. Tudi imajo dovolj denarja, cenovno niso občutljivi in to spravi se proda. Se pravi, tukaj so potem na strani teh investitorjev, ki kupičijo te stanovanja, ki sva rekla, da kupujejo bogati posamezniki, a oni potem pričakujejo dejansko, da bojo tukaj ohranili samo realno vrednost svojega denarja v nepremičnini, ali dejansko pričakujejo tudi tukaj kakšen donos? Predvsem so pripravljeni živeti v teh stanovanjih in tukaj si v bistvu, če ti kupuješ stanovanje za sebe, za svoje življenje, tukaj so recimo ti bogati posamezniki sploh cenovno zelo neobčutljivi. Njemu je v bistvu vse da 1.200.000 ali pa 1,5 milijona za stanovanje in ne bo kompliciral. Važno, da ga dobi in da ga lahko hitro se vseli v njega in mu je to ključno. Je kaj pa investitorji, te, ki kupičijo, ki imajo cel portfelj različnih teh stanovanj po celi Ljubljani, veliko športnikov, pri njih je pa dosti podoben. Če imaš ti z neko zelo uspešno podjetje, kjer narediš, ne vem, par milijonov dobička vsako leto, ti 1 milijon, recimo, ali pa 1,5 milijona dati v neko nepremičnino, po mojem sploh ne predstavlja nobenega problema in tudi se kaj dosti ne obremenjuješ, a je ta zdaj nepremičnina, recimo, dobro stanovanje na dobri lokaciji v ugledni soseski je zelo veliko vredno, tudi dolgoročno in ga zelo težko kupiš. Taka nepremičnina, včasih smo rekli, nepremičnina na izredno dobri lokaciji pride na trg na vsakih 20 let. Recimo za, ne vem, kakšen poslovni prostor, takrat je bila, spomnim se, Čopova zelo aktualna. Se pravi, na Čopovi se prodaja poslovni prostor na vsakih, ne vem, 15 do 20 let. In takrat, če ga hočeš kupiti, ga pač moraš kupiti. Če ga ne bo zdaj, ga bo nekdo drug, ki cenovno ne bo toliko občutljiv kot ti. In tako tudi ti ljudje razmišljajo. Ker naslednje leto bo imel spet uspešno leto in bo še novih par milijonov dobil, ki jih bojo mogli nekako investirati. Ja, glede na to, da cene tako rastejo, v bistvu že v enem letu lahko narediš nek donos. Samo s tem, da kupiš, čakaš, prodaš. Definitivno. Se je tudi ogromno takih ljudi, ki so kupovali stanovanja, ne vem, za 200-300 tisoč evrov, mogoče kaj več, pa so bili pri kakšnih investitorjih zelo blizu, pa so jim omogočili nakup večjih stanovanj v tej primarni fazi, se pravi pred oglaševanjem, pred nadaljnjim na trg, so te stanovanja uspešno po letu, po 2 letih prodali 100% dobički. In se jim je to sigurno splačalo in so bili takoj ta prvi kupci spet pri naslednjem projektu tega istega investitorja. Ja, prej si omenjal, da nekateri pač posamezniki kupujejo opcije za stanovanja, ki pravzaprav še niso zgrajena, pač investitor, razvijalec obljublja, da jih bo dostavil do recimo leta 2028. Kaj to konkretno pomeni, da kupiš opcijo? Koliko znaša ta opcija denarja? To govoriva 10-20%, kako rezerviraš? Ne govorim v bistvu o dejanskih opcijah, tako da bi ga kupil na borzi. Bolj pač govorim v kontekstu, da nekdo si kupi neko pravico, da bo lahko to stanovanje kupil. Se pravi, v začetku so to neke rezervacije, ki v bistvu ti pustiš, ker niti ni še ara, ker če nimaš splošnih pogojev in tako naprej, pa gradbenega dovoljenja,
ne moreš niti prodajati stanovanja. Ne? Tako da ti ljudje naredijo neke rezervacije pri investitorju, ne? Za resnost nakaže, ne vem, primer 10.000 evrov in to jim nekako garantira, da ko bo se investitor izpolnil vse pogoje, se pravi, ko bodo začel graditi in ko bo lahko stanovanje prodajal, da boš ti lahko to konvertiral v bistvu v aro. Ne? In ljudje pač, zato ker je pač toliko malo ponudbe in zelo težko prideš na vrsto ali pa se uvrstiš na listo kupcev pri določenem projektu, so pripravljeni to rezervacijo narediti. Ne? Ker tudi verjamejo, da bo zgodba uspešna, da bo lahko kupili. Zdaj pa prideva do scenarijev, ko se lahko mogoče sesuje matematika. Danes pač so cene takšne, so javno objavljene te cene in ti kupuješ po danes znanih cenah neko stanovanje čez par let. Ne? Kaj pa, če se v tem vmesnem obdobju spremenijo razmere? Recimo, zdaj imamo energetski šok, no, zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu. Kaj, če te stvari eskalirajo in seveda potem vse to vodi v podražitve, ali lahko recimo kar naenkrat en tak razvijalec dvigne ceno in ali jaz lahko dobim potem to mojo opcijo, s katero sem rezervirala pač neko stanovanje nazaj. Ti bom povedal na konkretnem primeru, kaj se je dogajalo. V bistvu bom povedal najprej z pozitivnega aspekta, ne, da ne bo šlo tako v vojni in te krize. Ampak kaj se je dogajalo v bistvu v času divje rasti cene od leta 2015 naprej? Ne? Investitorji so pobrali takole rezervacije, ne, in trg je tako hitro rastel, da v bistvu noben ni mogel pričakovati, da bodo cene na trgu tako hitro raste, ker njegov cikel bo še zmeraj 2 leti. In kaj se jim zgodilo? Oni so v eni fazi ugotovili, da so prepoceni sprejeli rezervacije in v bistvu prodali neke obljube, in njim se je splačalo v bistvu to vrniti, te rezervacije so vrnili, so rekli, da to ne velja, tukaj imate nazaj denar, so dvignili cene in konkretno ti povem po določenih primerih, da so te isti kupci, ki so dobili denar nazaj, še enkrat vplačali, ampak po 15-20% višjih cenah, ki jih je postavil investitor. Ker investitor si je to lahko dovolil, ker je rekel, tudi če noben od teh ne kupi, je dovolj kupcev drugih na trgu, ki bodo ponovno prišli, pa bodo kupili te stanovanja, zato ker itak imam še zdaj dobro ceno, ker itak cene skozi rastejo. To je bilo obdobje, zdaj, ko so v bistvu, ker tudi razvijalci projektov, niti kupci niso vedeli, kje so cene, ker so cene mesečno rasle. Vsak projekt je bil dražji, vedno bolj so bile visoke cene in enostavno so v določenem trenutku tudi investitorji ugotovili, da se jim ne splača toliko naprejemati, oziroma so prodali določen del stanovanj, ostale so zadržali, prilagodili cene, povišali cene, spet prodali novo rundo, spet povišali cene in prodali novo rundo. Ker investitorji tudi gledajo, njih skrbi samo, dokler ne poplačajo banke. Ko enkrat banko poplačajo, ko prodajo dovolj število stanovanj, da poplačajo banke, potem lahko te stanovanja začnejo počasneje prodajati oziroma lahko bistveno dvignejo cene in ta cikel prodaje podajšajo, ker se s tem optimizirajo svoje dobičke. Kar je tudi čisto logično in v bistvu jih moramo razumeti in tudi prav. Mislim, obstaja pa tudi scenarij, da pač ne preživi razvijalec oziroma ali pol banka to prevzame in zgradi oziroma, ne vem, najame drugega. Mislim, tukaj je definitivno, kaj je pomembno, kot sem na začetku rekla, banke so začele to drugače financirati. Banka ima v bistvu skozi celoten postopek izgradnje stanovanj kontrolo nad tem, kaj se dogaja, in tudi kontrolo nad porabo sredstev. Prej te kontrole včasih ni bilo toliko, kot je zdaj. In banka točno ve, zakaj gre vsak evro pri projektu, in tudi če bi se karkoli zgodilo z investitorjem, bi banka, ker bi še imela rezervirane sredstva za ta projekt, ker mu jih po fazah sprošča, sama lahko dokončala to in izpolnila v bistvu dokončala projekt in izpolnila obljube do kupcev in prodala pač to naprej. Tako da tukaj so kupci v bistvu dosti varni, da bo projekt dokončan, ne glede na to, kaj se v bistvu lahko zgodi z investitorjem. Dobila sva eno vprašanje, in sicer kateri cenovni razred nepremičnin je najbolj likviden? Mislim, najbolj likviden je tisti, ki je v bistvu najcenejši oziroma ki ima potem največje število kupcev. Se pravi, stvari, ki so cenejše nepremičnine, imajo večji nabor možnih kupcev. Se pravi, ne vem, garsonjera za
pa bomo rekli že v Ljubljani za 200 000 evrov, a ne, skoraj, a ne, ima največje število potencialnih kupcev, a ne, ker 200 000 evrov lahko zbere bistveno več ljudi, kot recimo, ne vem, milijon pa pol, a ne. Ker če imate vi nepremičnino, ki je velika, a ne, pa je recimo vredna milijon pa pol, a ne, imate zelo zmanjšan nabor kupcev, ki jo lahko kupijo, a ne, pri neki manjši nepremičnini je pa pač nabor kupcev bistveno večji in je pač posledično tudi bolj likvidno, če ste recimo na isti lokaciji. Se pravi, a bi rekel za investitorja, za nekega malega človeka, ki bi rad investiral oziroma razpršil svoj portfelj poleg delniškega, obvezniškega, da bi dodal tudi nepremičnine, se ti zdi mogoče to dobra naložbena priložnost, recimo investicije v garsonjero? Um, Preteklost nas je naučila, da je to bila vedno dobra investicija, a ne. Če si v bistvu dolgoročni vlagatelj, tako kot smo prej rekli, a ne, tisti, ki so kupili v 90. letih prva stanovanja, a ne, na prostem trgu, tisti, ki so kupili leta 2000 stanovanja, tisti, ki so kupili dejansko tudi, ne vem, 2014, a ne, vsi so v Ja, kaj bistvu pa zdaj? dobro prišli čez, a ne. Iz te točke danes? Tudi iz današnje točke, v v bistvu vsi upamo, da bomo kot družba prosperirali in da bomo imeli gospodarsko rast. Jaz mislim, da je še vedno nepremičnina kot sredstvo ima neko omejeno ponudbo, a ne, bo jo vedno imela, ker tudi zemlje ni neomejeno. Posebej Slovenija je zelo specifična, kar se tega tiče, a ne, ker pri nas se recimo, če gledate neko mesto v neki Las Vegas, a ne, ima neomejene možnosti širitve, a ne, ker gre po celi puščavi se lahko razprostira. Ljubljana ima pa vseeno okrog hribe, imamo veliko tudi Nature 2000, gozdov, kmetijskih zemljišč in je v bistvu zemljišče vedno omejena dobrina, ne. Trenutno v Ljubljani je pomanjkanje nekih primernih zemljišč za gradnjo, ki so že v neki dovolj razviti fazi, da bi se lahko veliko povpraševanje investitorjev, ki bi jih radi kupili. Tako da v vsakem primeru jaz še vedno mislim, a ne, pa tudi sem fan nepremičnin, da je nepremičnina vedno dobra nepremičnina, ki bo ohranjala vrednost na dolgi rok, a ne. Predvsem kar se tiče ohranjevanja kapitala, pač donos je majhen, a ne, kar se tiče najemnin, ampak kot hranilec kapitala, tudi zaščita pred inflacijo, je pa nepremičnina vedno dobra naložba. Zdaj, ko razmišljava kot investitor, marsikdo pač se sprašuje, Ljubljana ali izven Ljubljane. Jaz poznam kar nekaj ljudi, investitorjev, malih investitorjev, ki so kupovali vsepovsod po celi Sloveniji nepremičnine in tudi ustvarjali zelo, zelo lepe zaslužke oziroma donose. Kaj ti praviš, Ljubljana oziroma izven Ljubljane? Res je, zelo veliko se jih je preusmerilo potem iz Ljubljane v druga mesta, predvsem kaj je bil največji catch, a ne, teh donosov, ker oni so tukaj računali donose in so ugotovili, a ne, da najemnine so relativno primerljive z Ljubljano, cene so pa bistveno nižje, a ne. Predvsem to kaže to, da v bistvu najemnine hitreje sledijo okrevanju gospodarstva, dvigu plač in tako naprej. Ljudje so potem hitro zmožni več plačati za najemnino, trg cene nepremičnin pa tukaj zaostajajo, ne. Recimo tipičen primer, ne vem, Maribor, Celje in tako naprej, a ne. Tam je v bistvu najemnine se lahko hitro dvignejo, a ne, cene pa še temu niso sledile. In takrat so bile res ta razmerja med ceno in najemnino zelo ugodna v okoliških mestih. Ampak tako kot smo že rekli, a ne, pač lokacija je sveta pri nepremičninah in pač Ljubljana je središče Slovenije in tukaj je definitivno trg najbolj likviden in tudi najbolj stabilen, kar se tega tiče. Vse ostalo je lahko v določenem trenutku slabše likvidno oziroma ima zaradi slabše likvidnosti, manjšega, plitvejšega trga lahko tudi večje oscilacije, recimo kdaj. Zdaj, jaz mislim, da je tudi ključna zadeva, kar se tiče teh nepremičnin izven Ljubljane, tudi vprašanje same likvidnosti. Mogoče so okej, Maribor je druga zgodba, ampak jaz se tudi sam kot ocenjevalec vrednosti nepremičnin verjetno zaznavaš, da je bistveno, bistveno manj transakcij v pač manjših mestih izven Ljubljane. Ja, saj to sem rekel, mogoče me nisi dobro poslušala, ampak je v bistvu pač likvidnost, a ne, je manjša, ne. Zdaj, tudi ko se pogovarjamo, recimo, koliko stanovanj, recimo z investitorji si pogovarjamo, pa gledajo tudi druge kraje, zato ker Ljubljana je zelo zasičena, res trenutno ni nekih takih projektov, ki bi lahko hitro jih obrnil, zato tudi investitorji hodijo v druge kraje, a ne, izven Ljubljane.
Ampak tam se treba vedno se vprašamo, ne, ker v Ljubljani bi lahko danes zgradil projekt za 200 stanovanji in bi ga tudi prodal. A ne. Zdaj pa, če boš ti v nekem kraju, kot so na primer, ne vem, Izlake, a ne, šel graditi, ne vem, 250 stanovanj, a ne, jih pač ne boš prodal, ker tam toliko povpraševanja ne more biti. A ne. Tam lahko gradiš, ne vem, 20, 30 stanovanj, ki bi jih lahko prodal, več pa ne bo bilo več likvidno. In pač isto je na trgu ali pa na sekundarnem trgu. Ne, če se bi zdaj veliko ljudi odloča, da rabijo denar, da je kriza, da morajo prodati, a ne, se pač ponudbo poveča in pač povpraševanja ni dovolj in pač ostanejo cene. Mislim, ostanejo Sorry, cene. pisala sem si eno opombo, pa nisem imela okolja. Ampak nekaj te moram še drugega vprašati. Boštjan Bandelj je bil pred kratkim gost in je rekel, da gradi blok z 18 stanovanji v Žirovnici. Ravno zaradi tega, ker pač podjetje, v katerega je investiral NGN, ima sedež v Žirovnici. Se pravi, lahko vidimo v prihodnosti tudi kakšne take podvige, nekaj podobnega se dogaja tudi v Ajdovščini, če sem prav Mislim, seznanjena. to ne bomo samo videli take stvari. Pač to je realnost, to se že dogaja in to se dogaja že par let, da so v bistvu se začele tudi ostali kraji po Sloveniji močno razvijati in se veliko gradi. A ne. Govorila sva samo, da ta količina projektov ne sme biti prevelika v nekem obdobju v takem kraju, ker je povpraševanja manj. Izpostavlja si Ajdovščina. Ajdovščina je doživela velik gospodarski preporod v zadnjih 10 letih. A ne. Ogromno zelo uspešnih zgodb, ogromno zelo uspešnih podjetij in posledično je temu so to zavohali tudi investitorji in so začeli na veliko graditi v Ajdovščini. A ne. In tisti prvi projekti so bili dejansko razgrabljeni, ker so že sama podjetja rabila za svoje zaposlene stanovanja in so tudi podjetja kupovala. Ljudje niso prej 10 let ali pa 15 let ni bilo novih projektov v teh krajih. In so tudi ljudje, to povpraševanje se je akumuliralo in tudi ljudje so veliko povpraševali. Ajdovščina je potem začela dobivati vedno več teh novogradenj, predvidenih to, in potem v neki točki se trg mogoče malo saturira in je ta prodaja počasnejša. Ne. In potem je treba spet malo počakati, da se to malo akumulira, da pridejo novi ljudje, da se začne novo povpraševanje. In to, kar ste rekla za gospoda Banda, ne, v Žirovnici, Gorenjska je tako že nasploh podhranjena za stanovanje. Ampak to je zdaj že ni edino, a ne, tudi Tržiščnih perc so v bistvu delali stanovanja za svoje zaposlene, zato da tudi prevabiš ljudi v nek kraj, kjer je sedež tvojega podjetja, da se tja preselijo, da jim omogočiš neko dodatno stimulacijo poleg same plače. Ravno to je poanta. Pač, kako boš pridobil zaposlene, privabil zaposlene, če pač ne moreš jim ponuditi še nekaj več. Ravno sem se pogovarjal, včeraj sem se vozil iz Primorske proti Ljubljani in sem se spomnil na nek velik industrijski obrat, ki je tam ob poti. A ne. In sem rekel, super, lep industrijski obrat, ampak kdo bo prišel tja delati? A ne. Kako boš privabil ljudi? A ne. Zdaj, če jim ti omogočiš tam neko hiško ali pa neko lepo stanovanje, infrastrukturo, vrtec in tako naprej, se bo ljudje mogoče lažje odločali, da pridejo delati v tak industrijski objekt. Ne. Ker drugače se nam bo isto zgodilo, kot se nam dogaja. Ne. Vsi bi bili radi v Ljubljani, zato ker so tukaj službe. A ne. In če bi bile tukaj industrijski obrati, ne, bi pač vsi tudi tukaj pol ostali. Tako pa pač, ker niso, a ne, in moraš tam nekaj omogočiti. Zdaj, a greva se dotakniti še mogoče tega financiranja? Evropska centralna banka je trenutno pustila ključne obrestne mere nespremenjene, Euribor je nekaj se okrepil. Tudi recimo Blaž Brodnjak, ki je bil pred časom že na Moneyhow, je celo rekel, da pač enostavno tukaj je videti rast dno, smo že zgrešili, a ne, tisti, ki bi lovili dno na Euriborju, je šel zdaj že Euribor gor, ne. Tako da tukaj se tudi postavi vprašanje, a ne, zdaj marsikdo razmišlja, ali zdaj, ko kupuje stanovanje za bivanje, vzeti variabilno fiksno obrestno mero, vi delate cenitve za banke, mogoče tukaj lahko poveš, kaj se dogaja na tem trgu. Kako tudi konec koncev banke gledajo na vse skupaj, kakšna so tukaj pričakovanja glede obrestnih mer, kako ljudje, za katere vi ocenjujete nepremičnine, gledajo na vse skupaj. Mislim, obrestna mera je mogoče en ključnih pokazalcev, kar se tiče v bistvu tudi same likvidnosti, samih transakcij, samih povpraševanj po kreditih. A ne, ker imeli smo zdaj
v času inflacije kar dosti visoke, višje obrestne mere, a ne, in se ne bi strinjal, da so res to bile visoke, a ne, v bistvu pravi, da je zdaj to, kar je normalno, a ne, da smo bili prej preveč, so bile prenizke prej v nekem obdobju, a ne. In ko so bile zdaj v bistvu te obrestne mere visoke, se je to poznalo pri povpraševanju, ne. To ima vpliv na ljudi, ki kupujejo s kreditom, a ne, zdaj enostavno je pač, glavnica plus obresti preseže neke nivoje, po katerih si potem ti ljudje več ne morejo, privoščiti tega stanovanja. Banke so to malo reševale z daljšim obdobjem odplačevanja kreditov, a ne. Videli smo, a ne, te obdobje so se šle iz 15, 20, 25, imaš tudi že 30-letne kredite, a ne, ki omogočajo pol tem ljudem, da to lahko odplačujejo v obdobju tudi visokih obrestnih mer, da so ta obremenitev mesečna, da je skupaj čim manjša oziroma vzdržna za te ljudi, a ne. Tako da, kar mi opažamo, čim se začne govoriti o višanju, obrestnih mer, dobimo velik naval povpraševanja, zato ker se povpraševanje po kreditih na bankah takoj začne povečevati, ker se ljudje bojijo, da bodo krediti dražji. Potem, ko pa prestopimo ta Rubikon, a ne, ko se obrestne mere dvignejo, pa pol povpraševanje kar ugasne, a ne. Tudi pozna se recimo pri bankah, ki imajo akcije, nižjih obrestnih mer, mogoče malo od konkurence, so veliko bolj, veliko več imajo, teh v bistvu stanovanjskih posojil v nekem obdobju, a ne. In potem, ko ni več akcije, se v bistvu to spet nekako normalizira. Tako da ja, tukaj so ljudje, ki kupujejo predvsem stanovanje za lastno bivanje, a ne, kar občutljive, ne, ker jim to pač vse vpliva na samo sposobnost odplačevanja posojila. Je kaj pa recimo investitorji, kupujejo s kešem, a tudi s posojili z vzvodom? Ne, mislim, ti, ki imajo presežke denarja in kupujejo te večje količine stanovanj ali pa vsako leto kakšno stanovanje, a ne, te ponavadi, kupujejo z lastnimi sredstvi, razen tisti, ki so, bolj v bistvu nagnjeni k temu, da kupujejo z vzvodom, a ne, in s tem razbremenijo dodaten kapital, da lahko še naprej kupujejo dodatne nepremičnine, ne. Tisti pa v bistvu to pol refinancirajo ali pa že kupujejo že od začetka z nekim kreditom, samo zato, da imajo čim manj kapitala vloženega v določeno nepremičnino in da jim ostaja njihov lasten kapital za druge lastne vložke pri drugih nakupih nepremičnin. Mislim, da je celo Blaž, Hribar povedal, da v bistvu v Sloveniji lahko dobimo zelo ugodna posojila za nakup v bistvu nepremičnine. Zdaj ne vem, kolikšen, mislim, da je 2,6, 2,8 Euribor plus pribitek banke in da je to relativno ugodno. Tako da tisti, ki so mogoče malo vešči investiranja, verjetno razmišljajo na način, bom jaz raje vzel posojilo in sprostil svoj denar, zato da bom investiral v neke malo bolj donosne naložbe, ki mi prinašajo na letni ravni, ne vem, 8, 9, 10%. Mislim, ja, se definitivno strinjam. Ni to tako lahko speljati, pri banki kot fizična oseba, ne, banka ti ne bo dala za posojila za nakup 10 stanovanj, a ne, pa boš ti rekel: "Jaz bom pa to, odplačeval iz najemnin," a ne, to ne boš dobil, a ne. Prej boš to dobil kot neka, pravna oseba, a ne. Mogel bi imeti pri stanovanjih je tako, no, predvidljivost denarnega toka pri investicijah v nepremičnine je zelo pomembna, a ne. Se pravi, če imaš ti neko poslovno nepremičnino, pa je tvoj najemnik, ne vem, neka multinacionalka, ki podpiše, ne vem, 10-letno pogodbo brez možnosti prekinitve, imaš ti praktično zelo zanesljiv denarni tok, za naslednjih 10 let, a ne. In tukaj so banke zelo naklonjene financiranju tega in ti bojo, recimo, boš mogel dati 20-30% lastnih sredstev, ampak ostalo se bo kredit poplačal iz, bodočih najemnin, a ne. In tukaj lahko dobiš zelo veliko kredita, glede na denarni tok, ki ti ga pa garantira, v bistvu tvoj najemnik, ki ti je podpisal tako pogodbo. Ja. Ampak ja, saj itak ti, bolj premožni kupujejo nepremičnine prek podjetja, saj ne vem, če kupujejo kot fizične osebe. Mislim, tudi lahko, ne, saj v bistvu v teh govorijo zdaj bolj o poslovnih nepremičninah, a ne, o komercialnih nepremičninah. Zdaj te, ki kupujejo stanovanja, pač, res se mi zdi, da tako, da mogoče res nimajo neke druge ideje ali pa jim je to najlažje ali pa mislijo, da so dobili dobro priložnost, pa pač kupijo stanovanje s temi presežki. Mislim, da se da kje, tudi še kaj, če si bolj izviren, bolj tudi kje malo več zaslužiti, a ne.
Da se. Okej, a greva zdaj mogoče za zaključek vprašati, kdaj ima nepremičnina še smisel kot investicija? Pa saj to sem ti v bistvu že To prej sva že povedala. odgovorila, ne, da v bistvu ima vedno nek smisel. Mislim, pokazalo se je, da je imela vedno smisel kot investicija, da se jo kupi. Predvsem je nepremičnina kot investicija očitno res zasidrana v naših dušah, a ne kot nek safe haven, neko zatočišče, kjer bo tvoj denar na varnem, še bolj kot pri banki. In mislim, da smo zelo nagnjeni k temu, da v bistvu te prihranke, ki jih imamo, ne, tudi če podedujemo nekaj, pa če dobimo nek nepričakovan denar, ne, vedno se to steka v vsaj del ali pa v nepremičnine. Zdaj, če bi imel ti recimo $500,000 denarja na lagerju, kaj bi naredil s tem denarjem? A bi kupil nepremičnino, ki bo zgrajena leta 28, ali pa neko drugo nepremičnino rabljeno, ali bi šel v ljudsko obveznico, ki ti prinaša 3% na letni ravni, ali bi kupil mogoče ne vem koliko zlata za ta denar? Mislim, jaz sem že prej povedal, da sem fan v bistvu kot naložbenih nepremičnin, a ne. Tako da mislim, kar A se bi kupil skladišče mogoče, komercialno oziroma neko. definitivno ne bi kupil stanovanja. To definitivno ne bi kot naložbe kupil stanovanja. Bolj bi se usmeril v komercialne nepremičnine v smislu, tako kot sva se zdaj pogovarjala, z nekimi dolgoročnimi pogodbami, ker bi mi to garantiralo neko odplačilo te nepremičnine in nek donos iz tega, ne. Tukaj v bistvu niti pol ne računaš na nek velik kapitalski donos, ne, tako kot se dogaja pri stanovanjih, ampak bolj na dejanski donos, ki ti ga omogoča ta denarni tok, a ne. Ja, ostala pa bi pač razpršil po drugih naložbah, a ne. Kaj pa te pisarne, a to se ti zdi tudi še vedno zanimiva investicija, glede na gradnjo vseh pisarn in glede na to, da se je vseeno način dela malce spremenil? Um, Jaz nisem najbolj naklonjen pisarnam kot neki investiciji. Recimo, tudi če pogledamo, kjer smo mi zdaj v pisarnah, ne, v centru mesta, ne, ogromno se nekih novih poslovnih objektov gradi po Ljubljani, a ne, za veliko, veliko, veliko površin, oddajnih površin. Recimo tudi določeni pravni subjekti, kot so na primer banke, so se združevale in v bistvu zdaj krčijo te prostore in se bodo pojavili recimo v centru mesta tudi veliko neke ponudbe nekih praznih poslovnih prostorov. Trenutno jih je v bistvu v centru opažamo premalo, zato ker je povpraševanje izredno veliko, a ne. Mislim, da ga je dovolj, a ne. Tudi najemnine so še vedno relativno visoke, tudi za starejše prostore, ampak dolgoročno gledano mogoče res ta vpliv v bistvu spremembe načina dela, a ne, spremembe navade ljudi, a ne, ki so se, ne bi si mogoče pred 4 leti, pred covidom mislili, da se bodo delovne navade ljudi toliko spremenile in pa da bodo podjetja toliko fleksibilna pri samem pogojih, ki jih imajo v podjetjih, kaj bodo dovolila zaposlenim, kako, na kakšen način lahko delajo. Tukaj vidim, da je nek shift, a ne. Predvsem pa bi odsvetoval, da se kupi nek poslovni prostor zdaj po neki izredno visoki ceni, ki je bila izračunana na podlagi visoke najemnine, ki trenutno je, ker ima občutek, da bo velik pritisk na te najemnine v prihodnosti zaradi povečane ponudbe poslovnih stavb v Ljubljani, in to bo pomenilo potem, da se bo ta najemnina začela zniževati in posledično bodo tudi vrednosti nižje. Pozabila sem te vprašati, glede na trenutno situacijo, zelo veliko se govori o stagflaciji, se pravi povišana inflacija in pa nekako stagniranje gospodarske aktivnosti. In tukaj se tudi omenja pač da je vse večja verjetnost neke recesije. Kaj se zgodi s cenami nepremičnin, ko pride do nekega takega scenarija? A lahko vidimo ponovno upad za 20-30%, kar smo videli recimo od leta 2008 do 2013-2014? Jaz mislim, da je kaj, na začetku so že naredila ta uvod, a ne. Jaz mislim, da tak padec ni verjeten. Mislim, moje sploh zelo težko mogoče, pa bom povedal tudi zakaj.
Predvsem zato, ker, tako kot sva rekla že prej, financiranje projektov je čisto drugačno. Okolje, podjetja so bolj zdrava, so manj zadolžena. Okolje je čisto drugačno, kot je bilo takrat. A ne? In kdaj pride do padca cen? Takrat, ko se v bistvu zaloge začnejo povečevati. A ne? In takrat smo videli v prejšnji krizi, da so te zaloge čez noč se ustvarile. Se pravi, gradbena podjetja so se ustavila in ostali so nam nedokončani projekti, zaloge stanovanj, ogromno je bilo tega na ponudbeni strani, po drugi strani pa kupci, seveda, kot v vsaki krizi, so bolj prestrašeni in bolj previdni. A ne? In ko je veliko zaloge, posledično začnejo to počasi cene, ko se začne to likvidirati, pa dajati na trg, začnejo cene v bistvu iskati neko novo ravnotežje. A ne? In če imaš ti na drugi strani še izredno majhno povpraševanje, a ne, se pač ta ravnotežje mogoče začne zelo nizko. Se pa se to odbije. Ampak ja, je pa po drugi strani imamo zdaj pa bolj zdravo okolje, projekti se bodo dokončali, ponudba bo prišla na trg, jaz ne vidim, da bi bile kje kakršnekoli zaloge teh stanovanj, tako da ne računam, da bi lahko bili kakšni padci ali pa da bi bili ti padci sploh neki zelo dramatični ali pa karkoli. Ne. Bolj lahko pride do zmanjševanja povpraševanja, ampak ker je ponudbe še vedno toliko manj, a ne, tako kot sem prej govorila, da se je v bistvu v prvi krizi se je to povpraševanje akumuliralo. Ne. Tako je zdaj te akumulacije tega povpraševanja še vedno ogromno in tudi če na drugi strani pride do nekih pretresov, je tega povpraševanja še kar za nekaj časa zelo velika. Ne. Navajeni smo pa zdaj, da se te krize relativno hitro v bistvu izpuhtijo, a ne. Te dogodki, ki vplivajo na gospodarstvo, relativno hitro izpustijo in gospodarstvo gre naprej. A ne. Sej, imeli smo COVID, imeli smo vojno, zdaj imamo še eno vojno, praktično se pa kaj dost ni imelo vpliva to na gospodarstvo. Ne. V bistvu smo imeli skozi gospodarsko rast, delniški trgi so rastali in so bili ti nihaji zelo majhni. In to se pa pri nepremičninah ne more takoj odraziti. A ne. Ker je, kot so rekla, povpraševanje še vedno veliko, dovolj, a ne, in tudi če pride do nekega pretresa, bo to povpraševanje še kar nekaj časa vztrajalo. Evo, se pravi, za vse tiste, ki računajo na mogoče malo bolj korenite popravke na trgu nepremičnin, tega zaenkrat ni pričakovati, a ne? Ja, jaz mislim, Tako je. da ne, v nekem krajšem obdobju sigurno ne. Ampak vseeno mogoče za vse tiste, ki iščejo ugodne priložnosti, pač ja, saj se pojavljajo na trgu, samo moraš biti zelo proaktiven. Se pravi, redno moraš spremljati ponudbo, kakšne dražbe, zato da najdeš neke ugodne priložnosti, pa mogoče, da razmišljaš malo out of the box. Mislim, predvsem, če kupuješ nepremičnino zase, a ne, je do zdaj v zadnjih letih itak veljalo kupiti čim prej, ker bo itak vedno dražje. A ne. In tudi moraš mogoče malo biti manj cenovno občutljiv na to, ker bolj, da si jo zagotoviš, pa da imaš za bivanje in tako naprej. Odsvetujem dražbe kot nek vir nakupa stanovanja, zato ker dražbe imajo svoja pravila in svoje omejitve. Bolje treba biti pač, ja, treba je opazovati trg in pa predvsem, kar opažam, je pač v eni točki se moraš odločiti in reči, to je to in to bom kupil. A ne. Ker tisti ljudje, ki stalno vidijo v vsaki nepremičnini neko napako ali pa predrago ceno, pa še malo počakajo, na koncu v bistvu kupijo čez 2 leti po bistveno višji ceni, a ne. Oziroma nikoli ne boš dobil neke popolne nepremičnine v nekem trenutku, a ne, ki boš cenovno ugodna in odgovarjal vsem tvojim faktorjem. Tako da pri nepremičninah vedno velja, da je treba malo skočiti v neko kalno vodo in potem izplavati iz tega ven. Ja, po možnosti s čim manj napakam. Ja, čim manj brazgotinov. Ja. Kaj pa, tlele so dobila še en komentar, 500 tisoč evrov bi investiral v ETF, ki izplačuje dividende, ki na nek način izplačuje v bistvu najemnino, no? ETF. No? Tako da to je še ena opcija. Dobra ideja, najlepša hvala za ta predlog. Vsak mora biti odgovoren za svoje investicijske odločitve. Nič ne moreš računati, da bo nekdo namesto tebe naredil domačo nalogo. Vse moraš v bistvu spet sam nositi odločitve in odločitve lahko sprejmeš edino tako, da se o stvari, v katero boš investiral, dovolj izobraziš. Wow, to si pa tako povedal, da si del Money Hub in vsakič to ponavljamo, tako da hvala, lepo si to povzel.
za zaključek. Andraž, najlepša hvala za odlično debato, hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali v živo. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.